Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Pod črto mandata na BKTV. Z župani v tem podcastu odkrivamo, kakšno je pravzaprav njihovo delo, kako teče njihov vsakdan, na kaj so posebej ponosni, ali se morajo čemu tudi odreči in ne nazadnje, ali lahko usklajujejo svoje delo tudi s prostim časom. Omenili pa bomo kot vedno tudi nekaj projektov, ki tečejo tokrat v občini Cerkvenjak, kajti z nami je gospod Marjan Žmavc, župan te občine. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Takole, vnaprej sva se dogovorila, da prinesete en predmet, ki mogoče simbolizira kakšen projekt, občino, skupnost, pa ste se odločili za prav poseben klopotec. Kakšen je in zakaj? Ja, prinesel sem slovensko-goriški klopotec. To je eden izmed spominkov v naši občini. Seveda, to je zdaj miniaturne izvedbe. Torej, klopotce postavljamo v Slovenskih Goricah, Prlekiji, Halozah, tudi v enem delu sosednje Avstrije, Štajerske. Tale je prav poseben tudi zaradi tega, ker je iz tistega pravega lesa in tudi lahko rečemo, da deluje. Deluje. Več vrst lesa je potrebno, seveda, da tudi ima pol svoj zvok. In seveda naš ima dva para teh perotnic ali kril. Haloški jih ima 3 pare, tudi še več jih imajo nekateri, 4 pare, ampak naš tu avtentičen je z 2 paroma. In seveda klopotce zdaj postavljamo okrog velike maše, tudi že mogoče prej, Anino Jožefovo, Jakobovo, če se ne motim. Ampak seveda največ pa tu okrog velike maše, okrog 15. avgusta, ko se začne grozdje mehčati in seveda bi že lahko prišli škorci, pa še kaj drugega v naši vinogradih, zato jih je seveda treba pač malo odgnati. Govoriva tako o tistih škorcih, ki imajo peruti, kot tisti, ki imajo samo 2 nogi, pa tudi 2 roki. Ja, tistih verjetno toliko to se ne prime, no. Ampak vseeno, ja, to je tradicija pri nas, torej v Slovenskih Goricah, in tem močjo tisti, ki so pisali o tem, pišejo, da že nekako preko 200-250 let postavljamo klopotce tukaj v naših krajih. Ki so pravzaprav res vinorodni okoliše pri vas, tako da to tradicijo verjetno tudi vi sami spremljate. Točno tako, no, in mi tudi vsako leto, naše društvo vinogradnikov ljubiteljev vina in v Cerkvenjaku, torej vsako leto postavi klopotec. Tudi letos smo ga že postavili konec tedna. In seveda tukaj v srednjem delu naše občine, torej pri gasilskem domu, je en velik klopotec, ki seveda pač naznanja, da je jesen tu, oziroma da je pred vrati in da seveda se grozdje zori v vinogradih. Upam, da bo letos nabralo dovolj sokov, kajti ta suša jih je kar tudi precej prizadela. Mogoče še se kaj vreme popravi, da bo še nekaj dobilo grozdje sokov. Kaj vam osebno pomeni ta klopotec, da imate dejansko v občini en takšen spominek? Je to tisto, kar lahko ponesete v svet? Brez skrbi. To je taki avtentični, rekli, artefakt torej v naši občini, poleg seveda še tudi nekaterih drugih. Ampak potem smo nekako tudi prepoznavni in smo ga tudi zraven kakšnim protokolarnim darilom podarili že. In seveda je nekako vseeno to odraz naših krajev tukaj. Pa bova se kar lotila vašega županovanja, tega mandata. Ta mandat, ki zdaj teče, pravzaprav ni vaš prvi mandat. Že prej ste bili župan. Kako se pa mogoče pri vas osebno po počutju, po izkušnjah razlikuje od prejšnjih? Ja, res, jaz sem že 4. mandat župan. Prej sem slabih 30 let učil v osnovni šoli, Cerkvenjak v Vitomarci, kot učitelj geografije, zgodovine. Potem pa nekako pač so me nagovorili, da bi kandidiral za župana in
je nekako pač so se tudi občani za to odločili, da me izvolijo. In zdaj že torej četrtič poskušal še bom enkrat. In res, da v teh mandatih se je marsikaj moralo postoriti, narediti, neke osnovne stvari. Nekaj je seveda že moj predhodnik naredil. Zdaj v zadnjem mandatu niso imeli nekih velikih, bi rekli, investicij milijonskih ali več. To se je bilo v preteklosti. No, ampak Zdaj pa smo... se opravičujem, kako pa vi sami gledate na vaše delo župana? Ja, moram reči, da se to je pestro razpotegnjeno čez dan, tudi seveda konce tedna, ne, sobote, nedelje. To pač zahteva celega človeka, tu ne moreš od ure do ure, pa si nekako svoje delo opravil, nisi, ne, ker seveda pač potrebe občanov so take in drugačne, se on ne more gledati tudi vedno na uradne ure naše, ker potem seveda tudi ne bi mogli mogoče v nekih danih okoliščinah tudi jim kaj pomagati. Tako da to je pač temu, če si se odločil za to funkcijo, za to delo, potem moraš to sprejeti. In seveda pač zahteva, da tudi kdaj, ko ti mogoče najbolj ne ustreza, moraš iti oziroma se pač pogovoriš z naši občani oziroma našimi tudi, ki nekako v občini pa skrbijo, da je pol vse v redu tudi na komunalnem področju. Tu je dostikrat, ne, so te ujme, je ne vem kaj, sneženje, poledice, ne vem kaj, se je treba pač odreagirati takoj, ne, seveda, ker posledice so lahko potem hude, ne, zato bi si potem učitali, zakaj nismo pravi čas odreagirali. To je ravno tisto, ne, vaše delo velikokrat ni samo tisti 40-urni delovnik, ne, da bi začeli ob 7, končali ob 3 ali začeli ob 8, končali ob 4, ne. Ne, res je, ja, seveda tudi vse imamo popoldan, tudi kakšne druge sestanke še popoldan, večer. Kako vi sami to potem doživljate tisto, a vam je težko mogoče iti potem še na popoldansko večerno zadevo? Zdaj, če si na to pripravljen, potem nimaš kaj, ne, potem ne razmišljaš, da to ne bi naredil ali pa da to ne bi šel, pač to treba narediti, ne, in ni izgovorov, no. Kje pa najdete potem spodbudo, motivacijo, ne samo zato, da torej greste zvečer na nekaj, ne, ampak sploh za delo, ne, včasih, ne, komu tudi, kako rečemo po domače, dol pade vse skupaj, je utrujen, ne ve, kaj bi naredil, ne, pa vendar mora, ne, kako je to pri vas? Pač, se pravim, to moraš narediti, to zveni nekih izgovorov. Na drugi strani pa prvič tudi lastno zadovoljstvo, da si nekaj naredil, dobro za naše ljudi, naše občane, to cenijo pol seveda tudi naši občani na volitvah sploh, ne. Ampak nasploh seveda tudi, bi rekli, nasplošno naši občani potem spoštujejo ta odnos naš do njihovih problemov, da njih so lahko neki problemi veliki, za nas pa mali, ne, ki jih polno tega rešujemo, ampak seveda, če mu takrat prisluhneš, potem tudi drugič bo nekako zaupanje imel do tebe, ne, in ni dobro ga zavrniti ali pa z nekimi, bi rekli, neprimernimi besedami odsloviti. Glejte, v stiske, ko je človek, je še bolj ranljiv, ne, in ne smeš ga nekako na tisti hiter način, bi rekli, zavrniti, ne. Saj res, vedno nimamo vsi, bi rekli, enakih razpoloženj, ne, tudi so včasih dnevi naporni, pa mogoče res nisi najbolj takrat v tistem trenutku pripravljen na neko, ne vem kaj, še mediacijo do nekoga, ampak vseeno pač moraš iti svoje kože, ne, in ne zdaj tu osebnih stvari nekako svojih vpletati v to, ker to ne smeš, ne, to je del službe in ti si se temu pač nekako podelil, odločil in je treba to oddelati, ne.
Ravno to je, ne? Občani, občanke se verjetno na vas obračajo tudi takrat, ko vi v bistvu tako rekoč niste v službi, se srečate ali kaj. Jih, tako kot ste rekli, se pogovorite z njimi ali jih kdaj tudi napotite, pridi jutri k meni, v pisarno ob 10, bova se pogovorila? Ne, gledajte, vse se srečujemo marsikje, ne, se pogovorimo, te vprašajo, če so neke splošne stvari, če so pa bolj osebne, pa vseeno, rečemo, pridi reči pisarno, bomo se tam pomenili. Seveda, to tudi neka nepovabljena javnost lahko posluša, če rečemo temu tako, in ni dobro tam nekih problemov preveč razkrivati osebnih, niti ni etično, no, če bi rekli temu tako, ne. Tako da, seveda se pogovorimo, če je neka stvar, lahko hitro rešimo, oziroma si jo za spomin zabeležimo, ali kako bi rekel, pa potem rešimo. Če pa kaj večjega, pa je seveda prav, da se v naši upravi pogovorimo in tam potem sprejmemo neke sklepe, tudi še lahko kdo drugi od naše uprave pride zraven, saj vsi vsega ne vemo, ne. So tudi tehnične stvari, je tudi zakonsko, je polno tega in ni dobro, da bi nekaj na pamet pa na brzino reševali. Prav je, da se to nekako na nek primeren način reši in da je seveda tudi obojestransko zadovoljstvo. No. Povejte, kaj sami pri sebi opazite razlike v vašem razmišljanju, delovanju, mogoče tudi v interakciji ali pa kako pravzaprav reagirate na kaj v primerjavi s prvim mandatom pa zdaj sedanjem, kar ste? Ja, sigurno je razlika, ne, ker seveda pač z leti vseeno odreagiraš takoj tako, malo premisliš, seveda pa potem rečeš, pa potem tudi seveda neko odločitev sprejmeš, ne. Tudi ne smeš biti takoj užaljen, če ti nekdo nekaj pove. Pa ste mogoče kdaj bili pri kakšni stvari užaljeni v preteklosti, tako pri sebi, ne? Težko, mogoče nisem neki zamerljiv človek preveč, pač sprejmeš tisto in to je drugo mnenje in ne moreš ti vsiljevati nikomu svojega mnenja, ker lahko da se motiš, ne. In je prav tudi, da ti nekdo drugi še pove svoje stališče, svoje mnenje in hvala Bogu, to nas bogati, ne. In če si dovzeten za to, potem lahko vodiš občino, če pa nisi dovzeten, pa ljudje to hitro opazijo. Ne, se pravi, mogoče včasih kaj potlačiš v sebe, se te mogoče, če ta, bi rekli, opazka ali pa ta kritika neopravičena, tista te, bi rekli, nekje v duši malo prizadene, ne, pa te malo ziritira. Ampak na drugi strani pač moraš to sprejeti in nismo vsi enakih razmišljanj in če mu tistemu dotičnemu, ki ti je to dejal, pač probaš razložiti, pa bom to drugače tudi razumel. In potem jaz mislim, da smo mi problem rešila, ne. Seveda, da pa takoj zavrneš ali pa to pa ni vrede, ne, ali pa da si takoj odreagiraš, se pravi, ampak to z leti dobiš kilometrino drugače. Pa trdo kožo. Pa trdo kožo, no ja. Tako. Povejte, s čim se pa ukvarjate, kaj delate takrat, ko zaprete vrata občine, ko niste na neki prireditvi kot župan, imate še kakšno delo, imate kakšen hobi? Zdaj hobijo nimam dosti preveč, no. Sicer imam še vinograd, tako da še imam 550 trt rumenega muškata, prej sem še celo nekaj več imel. To mi je nekakva relaksacija, poleg, ker oče je bil inženir agronomije, pa nam je vsem 3 sinom omogočil, da imamo neko delo še poleg, ne, poleg služb. In tako da ja, potem še pokrog hiše je vedno kaj za postoriti. Pa seveda, če še kdaj tudi s kakimi kolegi še kaj smo naredili, eden drugemu pomagali. Drugače pa se pravi, čas pa gre hitro, nimam nekaj za športanje, nimam preveč časa, mogoče kakšen sprehod. Sem pa rad v preteklosti, v mladih letih sem pa igral nogomet, sem smučal, tako da sem bil športno aktiven. Zdaj pa seveda žal več toliko ne, se me to tudi pozna, pa verjetno bo treba še kaj narediti v tej smeri, ker vseeno te pa to delo nekako
mentalno jih črpa, pa mogoče v fizični obremenitvi malo pride do neke sprostitve. Pa povejte, takole gledano, se pravi, delo v vinogradu ali pa kje druge, potrebuje svoj čas, potrebuje svoj dan in uro, ko mora biti opravljen. Če je na drugi strani nekaj, kar pa morate kot župan opraviti, zakaj se pa odločite? Kakšne odločitve so to? Potem moje delo počaka. Ja. Ne, žal, ne. Pa se da nekaj zorganizirati, tako da je pa res, ne. Sploh v vinogradu nimaš kaj čakati par dni, ker te potem že prenosper ali pa kaj drugo pridelek pobere, ne. Pa ta rumenica za in podobno. Tako da to moraš biti skrben, ne. Tudi pri kletarenju polj in tako dalje. Pač vse zahteva svoj red, ne. In tudi, če imaš v službi red, tudi doma narediš neki, bi rekli, red. Imate koga, da lahko uskoči noter, ali kako bi se temu reklo, Ja, naredi dobro. zdaj ti to. Dobro, saj tu žena pa sina še kaj pomagata. Pa, se pravi, nekak se znajdemo, no. Se pa seveda uspete tudi sprostiti, imate družbo. Ja, seveda, saj tudi gremo žena kam, tudi gremo na kakva srečanja, izlete, če se le da, družinska srečanja. Zdaj dopuste že bolj kratke, ne, ker je vedno za nekih aktivnosti, ampak se da vse zorganizirati. Kako vi pravzaprav gledate na vaše občane in občanke, na vašo skupnost? Je to, da je Cerkvenjak celoten pravzaprav na tem res vinorodnem okolišu pomembno tudi, se tudi zaradi tega oblikuje značaj ljudi, pa tudi vaš? Ja, nekako dr. Trstenek, akademik, je celo pisal o tem, kako so ti karakterno, ti ljudje, ki živijo v Goricah, so veseljake, ne, skromni, dobri. Taki smo mi nekako, poskušamo biti njihovi, bi rekli, nasledniki, ne, naših, zato pač imamo že v sloganu, da smo občina prijaznih ljudi. Nekako se pač trudimo, da vsi, ki pridejo k nam, z dobrimi nameni, jim kaj pokažemo, jih pogostimo, tudi z lepimi vtisi odhajajo z naše občine, našega kraja. Imamo kar nekaj turističnih in drugih znamenitosti, ki jim lahko pokažemo. In seveda to je, bi rekli, ta temperament ljudi tukaj, ki živimo v bi rekli, Goricah, Slovenskih Goricah ali pa širše. Tu ni bilo nikoli prevelikega bogatstva, ljudje so se morali težko preživljati, težko delati, zdaj je sicer drugo, zdaj že imajo stroje in vse tako, ne, kmetijstvo, ne. V preteklosti pa se je to trebalo kar precej fizično delati in so tudi tisto, kar so si pridelali, cenili, ne, naši ljudje. Znate tudi vi to potem ceniti, kar je narejeno, kar je pridelano, kar je dobljeno? Brez skrbi, sigurno, sej brez nič ni nič, ne. Pravijo, brez muje še se čevelj ne buje, ne. In pač moraš neki energijo in ne vem kaj drugega vložiti, če češ nekaj potem žeti ali na koncu neki pridelek dobiti. In se pravim, tu moram reči, da so naši ljudje kar strpni, da kar želijo sodelovati, da te pogostijo, če prideš. Pa ne glede za to, bilo kaj, ne, je to lahko kozarec neke pijače, je to bilo kaj, kava. Se pravi, mogoče še celo premalo gremo ven, gremo po terenu sicer, pa mogoče še premalo se kaj z našimi ljudmi pogovarjamo, ker v takem neformalnem pogovoru še marsikaj zveš takega, kar mogoče bi ti prav prišlo pri načrtovanju dela na občini in pa nasploh tudi, se pravi, na drugi strani pa seveda še neko zadovoljstvo naših občanov. Ste se v tem zadnjem mandatu česa naučili na novo ali pa, da se vam je kaj potrdilo, tako, to je treba delati na tak način ali pa to pa je prav, da sem bil bolj odločen? Prav to, ne, moraš
vse težko je, veste, eno so interesi pač tudi svetnikov, ki prihajajo z določenega okolja, ki ga vole, ker tam ljudje tudi na njih pritiskajo, posredno na njih oziroma na nas, potem pa si želijo tam nove ceste, optike, vodovoda in ne vem česa vsega drugega, kaj pač pride. In pač mogoče smo res v zadnjem času celo center malo preveč razvijali, ampak tu je vrtec, to je šola, to je vse. Nekako pač smo morali neko osnovo narediti, da smo mogoče malo nehote tudi naselja zapostavljali. Res, da smo kar že naredili pločnikov, javne razsvetlave po naseljih, obnovili določeno število cest. Ampak seveda še vedno, jaz mislim, da še tu prostor, da še se bolj odpremo našim ljudem, da je treba iti med ljudi. Ker tu pri nas delati z pisarne ven samo kot neki birokrat ni vrede, oziroma pač jaz tudi, bi rekli, bolj tako delo na terenu zagovarjam, oziroma komunikacija z ljudmi. Mogoče tudi to šepalo včasih, ne? Ampak ob obilici nekega dela nehote tudi mogoče na to skoraj pozabiš, ne? Ker pač samo si gledajo, fokusiran si kot neki fijakarski konj, to moramo narediti, roke nas vežejo, razpis je, državna, ne vem kakva evropska sredstva so zadaj. In če zamudiš, si zamudo, ne? In grejo sredstva mimo in projekt pade, ne? In zato je pač vseeno treba, pa tudi iti na teren pa videti, ker včasih mogoče ni stvari nekaj ne vidiš, ki ti pa lahko domačini pokaže. Glej, to bi pa bilo trebalo tako narediti. Vse moja praksa, se živijo to, ne? Saj so si tudi marsikaj sami naredili, ne? Hvala Bogu, ne? No in ko sva že omenila projekte, bova omenila zdaj še 3, tako, ki sva jih na nek način izbrala za tiste, ki so pomembnejši ali pa mogoče vidnejši. Prvi je recimo ureditev lekarne v Cerkvenjaku. Kaj vam osebno to pomeni, da imajo ljudje dostop do lekarne, do zdravil, do pomoči? Zelo dosti, kajte mi imamo ambulanto splošnega zdravnika že 13 let, če se ne motim. Pa imamo zdaj od lanskega leta zobozdravnico še za 0,5 programa. In zdaj obata tudi recepte pišeta in seveda naši občani si morajo po zdravila iti ali v Lenart, ali še tudi kam drugam. Seveda te povezave javnih niso najbolj idealne, starejši ljudje so in je težje jim priti do lekarne. Tu pa bodo zdaj dobili zdravila v domačem kraju, v tem novem objektu, ki ga je zgradil en zasebnik. In tu so mi odkupili prostore za lekarno že 2024. Mi smo vsa soglasja že leta 2021 imeli. Zdaj pa se žal tam nekaj zataknile pri Ministrstvu za zdravje z to verifikacijo na koncu, kljub vsem soglasjem. Ampak vseeno, zdaj smo nekako drugo pot obrali, 5 občin skupaj, bomo skupno koncesijo razpisali za lekarno. Podružnica lekarna Špringer bo sicer Zgornje Radgone, ker javni nekako niso imeli interesa za lekarno pri nas, ne? Na podeželju pa niti nismo se ustanovili mariborskih lekarn. In tako da zdaj upamo, da nekje v jeseni ali pa do konca leta, da bo lekarna zaživela, prostor, se pravi, že 2 leti opremljen z robotom, sodobno opremljen lekarna, ampak žal še zaradi birokratskih zadev še ni v funkciji. Zdaj pa, če takoj pogledava, torej tudi še širitev vrtca za 4 oddelke, kar je nekaj, kar je običajno, ne? Omeniva pa še, pa ustaviva se še pa pri gradnji razglednega stolpa. Ja, vrtec smo mi sicer zgradili 2014, 6-oddelčni, 5,5. No in zdaj ker se demografska slika pa v zadnjih letih, 10 letih se nam kar precej popravlja. In zdaj je že potreba po širitvi vrtca, premalo oddelkov. Tako da bomo se sicer prijavili na razpis, ampak tokrat še nismo prišli skozi. Imamo gradbeno dovoljenje in vse. Torej za 4 oddelke bi povečali, že tako da bo imel vrtec naš 10 oddelkov. In tam okrog 180 otrok bi lahko sprejeli, zdaj jih že imamo okrog 110 vrtcev, kar je kar lepa številka. In verjamem, da pač v naslednjih letih, da se bo to zgodilo.
Seveda, kar se pa tiče razglednega stolpa, pa tudi imamo gradbeno in vse, smo se prijavili na čezmejni, torej na Interreg projekt, sredstva. Žal je bilo preveč, zgleda, tam prijav oziroma vlog in nismo prišli skozi po točkah, tudi rekli smo, imeli partnera sosednje Hrvaške. Bomo seveda zdaj v naslednjem programskem obdobju seveda sigurno štartali na to. Je lep, zanimiv projekt, stolp, ki se bo neposredno prilegel k stolpu gasilskega doma v Cerkvenjaku, precej v steklo, 22 metrov visok, lepo gor zaščiten, z takim razgledno točko zgoraj, ker se skoraj 4 države vidi, torej proti Madžarske, Avstrije, Hrvaške, res na lepi točki tukaj v Cerkvenjaku. Ampak se pravim, pač zdaj trenutno ni šlo skozi, ne bomo pa tega opustili. Tako da gledate optimistično še naprej. To bi bila res ena, bi rekli, še dodatna dopolnitev torej k naši turistični ponudbi v naši občini. Takole, najin čas se je tukaj v oddaji pod črto mandata iztekel, zaključila sva z 3 projekti, pa vendar tisto, pa, kar je pa bistveno, pa je, zakaj ste vi župan. In če mi lahko samo še v enem stavku poveste to. Nekako, ker mi je tu bil neki izziv, tudi to, da nekako želim našim občanom, vsaj rekli z mojim znanjem, ki ga imam, pomagati, ker rad živim v svoji naši občini in z veseljem spremljam razvoj naše občine. Tako, najlepša hvala za iskren pogovor. Tudi vam hvala za povabilo. Dragi gledalci in spoštovane gledalke, vam pa do naslednje epizode podcasta pod črto mandata. Nasvidenje.